To se zdaj sem v bistvu zbiral te zgodbe, ljudje so se malo pogovarjali, iz mene so zbrskali neverjetne zadeve. Ena ženska je prišla povedati, da je imela splav, da tega ni nikomu povedala. Kaj pa zdaj ta meni ženska razlaga o splavu, kaj vam pa jaz s tem, ne? Kaj ima to z mano? In pa Marija, in dejansko pozabo, mi dva z ženo, bivšo, sva imela 3. otroka na poti in je bil pri 3-4 mesecih spontani splav. In jaz sem ta dogodek popolnoma porinil nekam v podzavest, ker je pač bil neljub, ni bil fajn. In o tem ne govoriš z ljudmi, tega ne razpravljaš, to je boleče. Ne? In potem se ena ženska pojavi in jaz knjigo pišem in ona to me vam potegne. Ne? In potem je prišla ena kolegica, znanka, prijateljica iz otroštva, se nisva videla, 40 let po moje, je prišla z boteljko in je rekla, sem se te prišla zahvaliti, ker si moji sestri življenje rešil. No, kaj pa? Nisem imel spomina, da bi jaz komu rešil življenje. Ne? Rekla, ja, ko smo bili otroci, je enkrat v Dravo padla in so vsi gledali pa kričali, ti pa si noč skočil, pa si jo ven potegnil. In jaz nisem tega spominil. In potem me je spomnila, da to v bistvu ni prva otopljenka, če tako rečemo, ki sem jo jaz rešil. Ampak ko sem bil star 5 let enega otroka na Novem gradu iz vode potegnil, kaj je se utapljal. Mislim, in te debate, med ljudmi so meni sprožale neke stvari, ne? In to je meni interesantno, pisati o tem, kaj je spomini v bistvu izbrskani, s pomočjo ljudi, ki niso vedeli za nje. Ja. Bolečine, recimo, na ženska je bila, govorila mi je o tem, kako je partner pretepal leta in leta. Jaz sem imel zgodbo, ko sem bil tudi sam fizično precej zlorabljen kot otrok, pretepan. In so se tako poklapale, nenavadno te zgodbe, v bistvu obiskovalcev pa moja. Ja, zanimivo, kako bi rekel, zanimivo je, kak spomin odpove, pa kolikokrat odpove. Viš kaj, to se mi zdi, da je to bolj varnostni mehanizem, da se tistih stvari, ki nam niso ljube, se jih enostavno odpovemo, oziroma jih potlačimo nekam, ker jih nočemo imeti, nekaj bolijo. Ja, v bistvu, ja. Ene zavedno, ene nezavedno, Ti točno sam veš, česa se ne rad spominjaš, Ja. Ampak Hvala, Jure. Zanimiv način, kako si to vun spravil, Tega nisem pričakoval na tak način, Ja. Da bo tako intenzivno to, Ker spal nisem kakšen dan, Spal nisem, ker enostavno se me je tako dotaknila neka tuja zgodba in potem dojameš, da se te ne more dotakniti čisto nič, če je v tebi spucano. Če imaš v sebi kaj nedorečenega, pa se te potem dotakne. Zanimivo, tako neka vrsta psihoterapije. Je, psihoterapija. Sem imel prvi dan, drugi dan, na obisku Stelo Šibanc, ona je specializantka družinske terapije, psihologinja, oziroma psihiatrinja za šole Jungove, ne s Freudove, vse nevažno, z Graca, z Dunaja. In mi je dala domačo nalogo, si vzamem knjigo Jungovo, Misli, spomini, sanje, ki je pravzaprav psihoterapevtska knjiga, in sem jo šel v knjižnico iskati, ampak sem samo prelistal na brzino, brat nisem hotel, pa jo bom še prebral, ker mi je povedala par stvari o psihoterapiji, kaj lahko pričakujem, recimo, od ljudi, ki sem jo prav vprašal, na kaj moram biti pozoren, ko bom govoril z ljudmi, ker sem hotel imeti neko teoretsko podlago celega projekta. In je rekla, ljudje se morajo s tabo počutiti varne, to je prvo, ljudje morajo sodelovati na prostovoljni osnovi in pričakovati moraš tudi zavrnitev, da se kdo ne bo hotel s tabo pogovarjati. In vse to se je zgodilo, nisem pa pomislil, da bi moral pa samega sebe zaščititi, da se ne bi smel dovoliti, da ljudje vame bruhajo 2 uri. Ja. Imaš se bolj močnega, kot si sicer, In potem preden premeliš, pa predelaš, traja nekaj časa. Zanimivo, kako to profesionalci delajo, ki se na psihoterapiji... Meni so se začeli smiliti psihologi, psihiatri in celo župniki. Imam do vere sicer precej negativno odnos, oziroma odklonilnega, rečemo, Ja. Ampak če pomislim, da nekdo posluša ljudi in njihove grehe, kot jim rečejo, dneve in dneve, in da mora to vse ponotranjiti, pa da tega ne sme deliti z nikomer, to zacrtniti. To ni izi, Tega stališča jaz nikoli nisem gledal, kot župnika, kot nekega psihoterapeuta v bistvu. Tudi jaz ne do danes, Tega nisem nikoli imel tak, Z tega stališča, kapo dol, Ja, seveda. Vse ostalo pustimo, ampak to, da pa lahko ti nekomu nekaj povedati, to pa nisem nikoli tako videl.
zanimivo, da tega ni, ne? Da bi se ljudje naključno pogovarjali v kavarnah, v levo, desno. Mislim, tebi to super gre, ko vem, v pisarni, naprimer, takoj navežeš stik. Jaz sem se naredil takega, veš, jaz nikoli nisem taki bil. Jaz sem se naredil. Sej to hočem reči, to je skill, ne? To je odločitev, to je izbira. Jaz se bom pogovarjal s komerkoli, kdorkoli mi na pot pride, se bom z njim pogovarjal. Če bom le začutil, da se da, ne? Ker tudi riniti ne moreš pa siliti, ne? To je odločitev, ampak odpreti samega sebe, ne? Ja, kako do tujca stopiti, pa tudi nekaj kao uporabiti, ali uporabiti to tehniko, ti ful velikrat humor uporabiš in so takoj tvoje, ne? Tudi pojava, veš, tudi moje outfiti, moje oblačila včasih naredijo. Ljudje te ne vzamejo tako zelo za nevarnega, neresnega, ne? Ko si malo ene vrste klovn, ne? Včasih svež, da se oblečem, da se naštimam, ne? Ja. In takrat ljudje imajo, si zanimiv, ne? Ja. Nisi ogrožajoč, nisi nekdo, ki bi lahko bil nevaren, ne? Mogoče res je, ker... Če omiliš neki pristop, ne? Ja, ker ne vem, če bi kdo navadnega videza začel kar tak nekaj, bi človek mislil, opa, to pa za nekaj hoče od mene, to pa so neki Herbalifeuci ali pa kakorkoli, ali kaj hujšega. Jaz sem se v salonu celo recimo usedel k nekomu, ker sem začutil, da je lahko, pa sem dal samo roke na mizo, pa z oči gledal, nič drugega. Tudi enega ni bilo, ker ne bi rok položil v moje roke. Kako si začutil s pogledom? In pa smo začeli se pogovarjati, kako malo, kdaj se dotikamo, pa se pogovarjamo. Ne? Ti si prišel, nisem nič rekel, samo dal si roke. Ja. In ker to že skoraj da teatralno nastopiš, ne? Ja. Ne takoj, ne skočiš, ne, ampak se gledaš najprej, on sedi, pije kavo, ženska, moški, ni važno, ne? Jaz sem v enem kotu bil, nastane nekaj, ne? Kot da nekaj od mene hočeš, ne? Daš feeling, ne? Ampak zanimivo, ne? Ti imaš zelo agresiven pristop do ljudi, ker tam si, ker nisi, pa takoj poveš svojo zgodbo. Ne? Ampak tudi od energije človeka, človek, ki misli žal, ki misli nekaj slabega, ne? Mu ne bi tako zaupali kot tebi. Tako da tudi to je pomembno. Z iskrenostjo, z direktnostjo ljudi takoj razorožiš. Ja, samo z direktnost, pa vseeno slabo namerna direktnost je razlika, ko pa dobro namerna. Ljudje čutijo, veš? Čutijo, pač govorica telesa, sam s pogledom, če si napet, takoj vidijo, da si napet in zdaj nek tujec mi nekaj govori, pa napet je, nekaj hoče, nekaj ni vre. Jaz sem v salonu imel navadni pisalni stroj, ne? Ja. Tik. In sem začel, recimo, salon je zelo mirno vzdušje, ne? Atmosfera, nežna glasba, jazz, soul, skratka, ne, tako zelo ambientalna zadeva je. In ko slišiš v tišini ali pa polglasno, ne, pisalni stroj, takoj te aktivira, ne, ali te spomin nekam odnese, ali te zaintrigira, kaj se to dogaja, ne, in pol, ko sem delal, sem napisal, sem zvil v rolico, zlato mašnico koli ali pa rdečo, pa zapakiral en tak tetrapak, pa nesel k nekomu pa rekel, to pa je darilo zate, pa sem dal na mizo. In ko to narediš enkrat, ko ljudje odprejo, čeprav to je bil hec, ne, to je taka, kot ena vrsta origami, 3D varianta, ne, ko ga morajo uničiti, razdreti, odpreti, ne, če hočejo priti do vsebine, viš, to pa je tako s človekom, moraš ga odpreti, ne, če hočeš priti do bistva, zdaj pa od tebe odvisno, ali boš raztrgal, ali boš lepo odprl, ali boš nežen, ne, ampak vsebina bo ista, ne, samo posledice, lupine bojo drugačne. In sem na listku je pisalo, hvala, ker deliš ta trenutek z menoj, ali pa so dnevi, ko sem, so dnevi, ko nisem. Danes sem, ne. To je tako zanimivo, da isto kot darilo odpiraš, traja, pa čekaj, kaj je zdaj. Pa ga raztotaš, ne. Ja. Ampak spet tvoj pristop, ne, ni agresivno, oziroma nisi, vidiš človeka, ko hoče nekaj od tebe, tak, za sebe. Zaradi egota. Sebično, okej. Vidiš pa človeka, ko pač ti sam pokloni list papirja. Tu je velika razlika. No in recimo po tem, ne, več ni problema za komunikacijo. Pol gre na izo. Nekdo je celo prišel, sta bila fanta punca, moški pa ženska sta bila, in sem ji dal ženski tale, jaz sem rekel, tetra misli. In odpreta, prebereta, prije tip k meni, pa mi da 5 €. Ono, varianta, evo, pjeve pičko, ne.
Prav fajn se mi je zdelo, da nekdo celo finančno ovrednoto, kar sem mu jaz dal kot lepo gesto. Ne? Interesantno. Kakorkoli bi bilo verjetno vredno nekaj. Ne? In meni je to pomenilo, zato predvsem, ker jaz sem imel ta projekt, knjiga, je tudi projekt mojega finančnega ne osamosvajanja, pač pa preobrazbe. Bravo, hvala. Ker recimo v naši familiji imamo to zgodbo, moški v naši družini ne znamo z denarjem. In s tem smo živeli na nek način. In jaz sem se odločil iz tega knjige narediti tudi predstavo, neka turnejo, če hočem, brez neke turnejo. In zadevo zastavi tudi poslovno. In ko mi nekdo da 5 evrov za eno misel, je meni utrdil, to, kar jaz rad delam, kar iskreno delam, kar pošteno delam, je lahko in je tudi vrednoteno. 5 evrov, ni važno. Meni je dal človek v glavo klik. Potrditev, ja, to je vredno, tvoje delo je cenjeno. Ja, zanimive zgodbe, sploh iz vidika, sploh to, ker smo bila pri tem, nekaj si pričakoval, pa je nekaj drugega ven prišlo. Prišlo je približno isto, samo ne tako bogato, tako kvalitetno. Jaz si nisem mislil, da bo tako močna zadeva. Fak, jaz to moram videti.